Ali ste danes že pomislili, zakaj vse ste hvaležni in kakšno znanje bi lahko uporabili, kje na katerem področju vašega življenja? Atlantida. Se spomnite Atlantide, te čudovite in izjemne civilizacije? Mnogi znanstveniki še kar govorijo, pa je bila, pa ni bila, pa je, pa ni, kakorkoli pa že. Atlantida je izjemna civilizacija, od katere bi se lahko marsikaj naučili. In ste kdaj pomislili, da gresta skupaj Atlantida in pa moderno voditeljstvo? Več kot očitno je, da v tem času, tukaj in zdaj, potrebujemo ta prave voditelje, tiste, ki nam bodo pokazali pravo pot, srčno pot. In tako kot voditelji delajo danes, več kot očitno ne gre. Sami veste, kaj pravijo o norcih, o definiciji norcev. To je, da delaš eno in isto stvar, kar naprej pa pričakuješ, da bo kaj drugače. Potrebujemo spremembo po celem svetu. In morda je ravno Atlantida v modernem voditeljstvu tisti pravi ključ, ki ga iščemo. Danes je v naši družbi Mihael Žmahar. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Mihael je k nam prišel iz duhovnega ateljeja, sicer pa ga poznate kot avtorja misionarke, avtor je tudi krasne, zelo sveže knjige o Zrcalo nevidnih svetov. O zrcalu nevidnih svetov. Ja. Ampak danes bomo pa prav zares govorila o Atlantidi in pa o modernem voditeljstvu. Kako gre zdaj to skupaj? Zakaj si to povezal v svojih tečajih? To gre skupaj veliko bolj, kot ljudje mislijo, da gre. Na eni strani duhovna civilizacija, ki obstaja trenutno na 5. dimenziji in je zelo ezoterična, na drugi strani 3D surov zemeljski svet, kjer je vse trdno in počasi. Kaj ima to skupnega? To ima skupnega klic po spremembi trenutno. Zemlja je trenutno zelo v neravnovesju, narava je v neravnovesju, družba je še vedno, bodimo iskreni, v neravnovesju. In posamezna življenja individualnih ljudi so v večini primerov neuresničena. Zelo veliko delam z ljudmi, pomagam ljudem, da pridajo na svojo pot, da uresničijo svoje življenjske namene, da jih najdejo, ampak večina ljudi v neki točki ne naredi tisto, kar je potrebno, da pride tja, kamor si želijo priti, oziroma tja, kamor jim je namenjen. In ko sem zelo dolgo časa opazoval te ljudi, zakaj nekateri ljudje ne morejo tiste prodorne energije sproducirati, zakaj ne morejo zaključiti stvari, zakaj ne morejo iti čez ovire, ali pa okoli njih, ali pa narediti vrata čez steno, če se jim postavi na pot, sem ugotovil, da manjka nek X-faktor. In to je ta X-faktor modernega voditeljstva, kateri jih lahko pripravi do tega, da lahko grejo čez sebe, da lahko delujejo izven tega, kar so oni omejeni samo na zemlji. In ko sem začel iskati ta X-faktor, sem ga našel v Atlantisu. Atlantida je civilizacija, ki ima naravni zapis voditeljstva. Takrat, ko se v vesolju rabijo zgoditi določene stvari, se pokliče Atlantis. Takrat, ko je treba sproducirati neko vodstveno energijo in povzročiti neko spremembo, kolektivno spremembo ali individualno spremembo, se pokliče Atlantis. Atlantis je civilizacija, ki obstaja, ampak obstaja na drugi dimenziji, zato večini zemljanov ni tako očitna. Ne moreš iti tja na dopust, ne? Lahko gremo tja na dopust. Ampak ne z letalom. Ja, ne bomo dobili fizičnega koktejla na plaži. Ampak večina ljudi se lahko poveže z njo, oziroma vsak se lahko poveže z njo. Vsak, ki se želi povezati z njo in je pripravljen na to energijo, se lahko poveže z Atlantisom. Zato sem se odločil, da naredim tečaj Atlantis Master, tečaj modernega voditeljstva, kjer sem združil zemeljska pravila, zemeljsko delovanje, zemeljske ambicije ljudi in možnosti, ki jih imajo, z manifestacijskimi kodami Atlantide, z leadershipom, ki ga ima Atlantis, z vodniki in energijami in iniciacijami, ki lahko pomagajo človeku na zemlji, da pride tja, kamor si želi, da naredi spremembo, katero je potrebno narediti. A pa je to bolj zadeva za podjetnike ali tudi čist za vse ljudi? To je zadeva za vse ljudi, zato ker je vsak človek podjetnik, če ne svojega življenja. In če že nekdo razvil svoje življenje do te mere, da vodi tudi druge ljudi, ima potem podjetje oziroma organizacijo. Tako da Atlantis Master oziroma tečaj modernega voditeljstva je definitivno za vsakega človeka, ki si želi svoje življenje razviti v tisto perfekcijo, katero čuti v svojem srcu, tisto, kar mu je namenjen, in pa definitivno za vse podjetnike in pa lastnike organizacij, ki želijo ustvariti tisto prodorno energijo, ki bo pomagala razviti idejo in vizijo do konca. Se pravi, prvo kot prvo, da se postavi temelj, mora človek dojeti, da je on voditelj svojega življenja in ti si dejansko tisti, obrnejo se nate, zato da jih ti obrneš vase. Ja, ful dobro ste to povedala. Definitivno je vsak človek voditelj svojega življenja.
eden glavnih razlogov, zakaj ljudje ne ustvarjajo življenje, je zato, ker dajo odgovornost drugim ljudem, zato, ker se kar prepustijo okoliščinam. Večina ljudi misli, da so vrženi v vodo in da so pač zdaj tam in njihova naloga je, da ostanejo na gladini. V bistvu ni tako. Okoliščine nekdo ustvarja, nekdo je napisal pravila, po katerih ljudje živijo, nekdo je naredil zakone, po katerih se ljudje ravnamo, nekdo je povedal, kaj je mogoče in kaj ni mogoče. In jaz bi samo rad pri ljudeh, da se ne omejujejo več s tem, kar je nekdo drug rekel, da je mogoče, ampak da v sebi najdejo resnico, kaj oni mislijo, da je mogoče, in potem naredijo tisto, kar je potrebno, da se to uresniči. In pišejo svojo mogočnost in svoje življenje. In Atlantis energija, Atlantis Master tečaj ima te kode, ki jim pomagajo ljudem tam, kjer se zemeljsko zavedanje konča, nadaljevati kreacijo. Ok, razumem. Vsi na tem svetu trenutno govorijo, da bi radi spremembo, pa da se mora zgoditi ena sprememba, da več kot očitno, da tako, kot smo zdaj nadrevali, da to dejansko ne gre. Ampak če mi hočemo spremeniti svet, če mi hočemo živeti v lepšem svetu, moramo začeti pri sebi. In to, da vodimo samega sebe, je več kot očitno osnova, verjetno, ne? Definitivno. Čez zgodovino smo videli veliko voditeljev, ki niso hoteli spremeniti sebe, ampak vse druge okoli njih, ne. Ja, to je najlažje. Rečemo jim diktatorji, ne. Ampak, če mi spremenimo sebe, se avtomatsko spremeni svet okoli nas. Teda edina stvar, na katero se moramo v resnici fokusirati, smo mi sami, ker fokusiranje na karkoli izven nas je isto, kot da bi hoteli spremeniti svojo senco, če stojimo na soncu. Ne moramo jo spremeniti, pa lahko ne vem koliko pišemo po njej, pa shodimo po njej. A ni žalostno, da smo že skoraj uničili svet? Recimo, ne vem, zdaj smo v teh dneh, ko hodimo, zakrpamo krog, da ne vdihujemo, zrak je poln smoga. Se pravi, planet smo že pripeljali do ene zelo, zelo kritične točke in šele zdaj je čas, ko se bomo pa mi začeli v sebe poglabljati, v tem smislu, da bomo ugotovili, da smo mi voditelji, ampak je to ena taka fina vizija in tudi v letu 2017 nad vse zaželena stvar, da se ukvarjamo s tem, ne? Je, ker s tem, ko se mi ukvarjamo samim seboj na lep način, takrat se mi ukvarjamo s celotnim svetom, ne? Ampak dejstvo pa je, ko se omenila planet, da je treba ene stvari tudi na planetu, tudi na kolektivni ravni spremeniti. Ampak zakaj se ne spremenijo? Zato, ker ogromno voditeljev ima ta svet, ampak ti voditelji ponavadi delujejo samo v okviru svojega ega. To se pravi, grejo do tja, ker jim dopuščajo njihovi strahovi, grejo do tja, ker jim je nekdo rekel, da je mogoče, grejo do tja, kjer jim njihova lastna pravila v glavi dovoljuje, da grejo. Ampak resnična kreacija vesolja se pa ponavadi začenja šele tam, kjer se ego konča. In če hočemo mi res narediti nekaj, kar je večje od nas samega, uresničiti nek življenjski namen, in navsezadnje planet Zemlja je večji od nas, ki živimo na njemu, moramo iti iz obdobja ega. In to pomeni, da moramo zapustiti pravila, po katerih živimo. To pomeni, da moramo iti iz teh okov, tradicionalnih, družinskih, kakršnikoli že imamo, in stopiti na neko energijsko pot navsezadnje, da lahko naredimo stvari, katere z egom ne moramo narediti. In tudi na tej poti rabimo voditeljstvo nekoga, da nas pelje naprej. In to je Atlantis. Atlantis deluje na bistveno večjih, širših nivojih, kot da deluje Zemlja. Ti v okviru tega tečaja, kdaj se začne tečaj? 11. februar 2017. 11. februar 2017. Se pravi, v okviru tega tečaja verjetno učiš tudi neke energijske tehnike, kako, ne vem, v službi dosež določene stvari na lastni karierni poti ali pa v lastnem življenju, čisto v okviru družine in tako naprej. Ko sem jaz raziskovala, koliko energijskih metod, tehnik uporabljajo zelo poznana podjetja, korporacije, me je zmrazilo. Ker uporabljajo vse te stvari, vsa ta stara znanja, ki so jih seveda uporabljali tudi v Atlantisu in v drugih civilizacijah, ampak o tem ne govorijo. In potem sem ugotovila, da nažalost jih uporabljajo samo sebi v prid in nobenemu drugemu. Mi smo pa zdaj v času, kjer mora biti zmaga za vse. Ker moramo držati skupaj, ne? Tako, sodelovanje, ne? Ampak dejansko uporabljajo, recimo, ne vem, podjetje, ki prodaja tobačne izdelke, recimo, kampanjo začelo točno v določenem času, točno na določenem mestu. Se pravi, uporabljajo že to podjetja, ampak skrito, zakrito, zdaj pa je to znanje dejansko na voljo tudi nam preko tvojega tečaja. Ja, definitivno, ker obstajajo energijski zapisi za vsako stvar. Te blagovne znamke, naprimer, vodilne blagovne znamke, so z razlogom takšne, kakršne so. Imajo z razlogom te logotipe, ki jih imajo. Simbolika. Barve. Vedno ima vse energijsko kodo v zadnjih, katere pa večina ljudi, populacija, nažalost ne razume, zato ker so se ustvarili šolski sistemi, ki v večini primerov ne učijo ljudi, ampak jih omejujejo. In šolski sistemi, večina sistemov in državni sistemi hočejo iz ljudi narediti
ponižne delavce in ponižne ljudi, ki bodo zagotavljali, da bo država delovala sama po sebi. Ampak nekdo to državo upravlja. In ta nekdo se zelo dobro zaveda tega, kar učim na tem tečaju na Atlantis Master. In čas je, da ljudje tudi v svojih individualnih, privatnih življenjih in kariernih življenjih začnejo uporabljati ta znanja, ki so vsem na voljo, katere lahko mimogrede vsak inicira in uporablja te iniciacije in kode in zapise, ne samo izbrani. Ta tečaj je zato namenjen vsem, ki si želijo v svetu narediti spremembo, ki bo obstala in iti tja, kamor so se do zdaj baliti. To mi je najbolj všeč zaradi tega, ker iz različnih koncev poslušam, kako bodo ta stara znanja starih civilizacij, ki mi mislimo, da so bili divjaki, pa nesocializirani, pa bla, 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 kako to uporabljamo zdaj, v tem času, kako zelo je to primerno in kako je skrajni čas, da to začnemo uporabljati. In leto 2017 podpira pri takih zadevah. Mogoče je to tudi lahko naša zaobljuba, da bomo boljši človek, da bomo bolje vodili sebe in druge. Ja, leto 2017 je popolno leto, da začnemo spreminjati svoje življenje in življenje drugih ljudi posledično. In ful je pomemben, da začnemo ljudje gledati vesolje kot enost, da ne ločujemo zemlje in pa sebe od drugih ljudi, da razumemo, da smo vsi v istem bazenu in da imamo vsi ista orodja na voljo. Sam čas je, da odpremo oči, da razvijamo jasnočutnost, intuicijo do tega nivoja, da lahko začnemo uporabljati v svojem življenju tudi tista orodja, ki niso očitna, tudi tista, ki se jih ne da mogoče dobiti na vsakem koraku. Potem lahko pričakujemo drugačen rezultat, kot se je rekla na začetku. Večina ljudi hoče isto delovati, pa pričakovati drugačen rezultat. To je definicija norca. Ampak zato Atlantis Master je tako poseben tečaj, ker ti dejansko da drugačna orodja, ker ti dejansko da nov pogled, nova pravila dejansko, po katerih deluješ. Ker te nauči kreirati dogodke na drugačen način. Dostikrat me vprašajo, pa kaj učiš na tem tečaju, oziroma kaj boš učil? Primer, ljudje želimo neko spremembo v svetu narediti in večina ljudi to spremembo dela na zemeljski ravni. To pomeni, da se usedejo za mizo, da se pogovorijo, izmenjajo mnenja, pogledajo v okviru katerih pravil delujejo, kaj je mogoče in kaj ni mogoče in potem se odločijo, da bo spremembo naredili. Ampak sprememba se nikoli ne ustvarja na zemeljski ravni. Zemeljska ravn je že projekcija, manifestacija te spremembe. Sprememba se vedno dela na astralnem polju. In na astralnem polju lahko mi kot kreatorji, kot voditelji oblikujemo svojo vizijo točno tako, kot želimo. Poskrbimo, da zadeva deluje in se potem samo projecira na zemlji in se realizira tako, kot mi želimo. Zato je Atlantis energija tako prodorna, ker včasih zna potisniti človeka tudi tja, kamor on samoiniciativno ne bi šel. Zato, ker, naprimer, prej smo govorili o onesnaževanju, Onesnaževanje zraka, zemlje je zelo velik problem, ampak tega problema ne moramo rešiti na nivoju, da mi stavkamo z tablami in protestiramo proti izpustu plinov v zrak. Tega ne moramo na ulici rešiti. Mi moramo ta problem reševati na nivoju lobijev, gospodarskih, industrijskih podjetij, na nivoju vlade, ministrstva in da pridemo do teh ljudi in če potrebno zamenjamo predsednika. In če hočemo to energijo voditeljsko ustvariti, da se bo te spremembe zgodile, potem rabimo to voditeljsko energijo znotraj sebi. Ki pravi, glej, jaz vem, kaj želim, vem, da je to prav in to bom naredil s tabo ali brez tebe. In če bo potrebno, bom šel čez stvar, zato da se stvar, ki je pomembna, zgodi. In večina ljudi tega nima, Se pravi, konc je časov, ko smo ovce. Ja, dosta včeraj je. Dovolj striženja. Februarja začenjaš tale tečaj, verjetno imaš število udeležencev omejeno zaradi zagotavljanja kakovosti. Število udeležencev je omejeno, zato ker je tečaj zelo specifičen. Meni ni interesu, da jaz zdaj to odpredavam, meni je v interesu zato, da vsak, ki pride na tečaj, razume pri sebi svoj stil voditelja, da se zna poistovetiti in sprejeti te metode, iniciacije vase in da začne svoje življenje spreminjati. In to lahko delam kvalitetno, samo z omejenim številom ljudi. A ni zanimivo, recimo, to so znanja, ki bi nam morali dati v osnovni šoli, recimo, da bi mi znali biti voditelji, da bi znali voditi in te scene, tako so nas pa dol tišali, da poznamo ulomke, pa ne vem karkoli, življenje nas pa niso naučili. In vsi znani voditelji, na koncu koncev tudi Hitler,
je imel ljudi najete, ki so ga učili voditeljstva, ki so ga učili nastopa. In tudi vsi ostali ljudje. Zakaj pa to za povprečnega normalnega človeka, pridnega, smrtnega potrošnika pa ni pomembno, ne? Zato, ker so v tem družbi sta dve vrsti ljudi. Nekdo, ki vodi in nekdo, ki je voden. In ponavadi tisti, ki vodijo in ustvarjajo spremembe, ne želijo preveč pametnih ljudi, ki se bojo spraševali v smislu njihovega vodenja, ampak želijo poslušne ljudi, ki bojo pač naredili to, kar so jim voditelji rekli, ne? Ampak če se mi vrnemo na nivo, da je vsak zase voditelj, potem pomeni, da mora vsak zase že v štartu živeti življenje voditelja, če hoče svoje življenje živeti kakovostno. To pomeni, da mora vsak človek v neki točki prebuditi voditelja v sebi in nase začeti gledati kot na voditelja. In ko enkrat sem spoznal, ko človek pogrunta, da je voditelj, da je sam lastnik svojega življenja, nikomor več ne dovoli, da bi ga podjarmal, nikomor več ne dovoli, da bi ga tlačil dol ali pa bi ga omejeval s svojimi vzorci. No, največji obrambni sistem je pa definitivno tukaj ego, ne? Srečejo, kaj boš ti meni govoril, ne? Tukaj dejansko je ego. Velika razlika je med tem, a imaš ti resnično samozavesti, kot trener samozavesti, verjetno tudi to poveš, ne? Kakšna je razlika, ne? A imaš ti samozavest in to voditeljstvo, ali si sam ego futraš na drugih? Ja, je razlika, če si ti hočeš zgledati samozavesten pa voditeljski, ali pa če si to tudi takrat, ko si sam doma, ko te noben ne gleda. Ampak omenila si ego, ne? Ego je zelo dobro orodje na zemlji, katero nam pomaga narediti tisto, kar duša želi. Ampak je pa ego ima drugo stvar, ego ima strahove. In da moderni svet zelo rad uporablja strahove za to, da druge ljudi, da manipulira z njimi ljudi. In zelo enostavno je človeka ustaviti in mu povedati, da ti nečesa ne moreš narediti, tako da ga zastrašiš, tako da mu poveš, da prihaja kriza, da prihaja vojna, da prihajajo omejitve, da mu bo nekaj dozeto. In normalni odziv ega je, da se ustraši in preveri verodostojnost informacij. Zdaj pa vsak človek mora v svojem življenju sprejeti odgovornost, da učite se, valjda od sveta okoli sebe, spremljite navodila ljudi, ki vam lahko pomagajo, ampak vedno se vprašajte, a je to, kar govorijo, to, kar počnejo res. In ali to, kar delajo, sovpada z vašo resnico v svetu, ker če ne, potem ta človek, to pravilo ni pravo za vas. Koliko časa traja ta tečaj? Verjetno to ni en vikend, pika. Tečaj traja 6 mesecev. Tako da traja 6 vikendov, oziroma 6 dni, enkrat na mesec se dobimo, obdelamo pač tiste snovi, tiste iniciacije, tisto tematiko, ki tisti mesec delamo in potem imajo en mesec, da osvojijo snov, da jo sprejmejo, da se naučijo, da vprašajo tisto, kar jih zanima, da se usede znanje. In potem gremo naprej, tako da razvijamo iz meseca v mesec. No, to mi je všeč, da dejansko 6 mesecev. Ja. Zelo težko je takšno spremembo narediti v enem dnevu ali pa v enem vikendu. To so navsezadnje znanja, ki spreminjajo karakter človeka, ki spreminjajo osnovne elementarne navade, v nekaterih primerih tudi vrednote, osnovne delovanja in to človek rabi čas. In kdaj veš, da si na pravi poti? Verjetno takrat, ko ti tvoji domači začnejo govoriti, da si pa mal čuden ratu, pa da čudne knjige bereš, pa da zdaj se pa zelo čuden obnašaš, pa da je nasploh čuden zaradi tega, ker ne more več kontrolirati te osebe, ki se postavlja na lastne noge, ne? Takrat, ko vam ljudje rečejo, da ste en mal čudni, je zelo dober znak, da ste mogoče na pravi poti, ker večina ljudi ne hodi po svoje poti, ne? Druga stvar pa, kdaj veste, da ste na pravi poti? Takrat, ko imate življenje, v katerem ste srečni. Zelo simpel. Če si zjutraj zbudiš živčen, ker moraš iti v službo, ali pa če imaš partnerja, s katerim se ves čas prepiraš, ali pa če imaš finančno stanje na računu, ki ti ni všeč, ali pa če imaš neuresničene želje in se zaradi tega zafrustriran, potem nekaj delaš napačno. Če pa tvoj dan zjutraj, da se zbudiš in si zadovoljen in imaš v glavi projekte in vizije in ves čas gledaš, kje se lahko učiš, kaj lahko narediš, kako lahko razvijaš sebe, druge, potem pa govorimo o drugačni kvaliteti življenja, ne? Absolutno. Evo, Atlantis Master, vsak bi moral biti voditelj svojega življenja. 6-mesečna zadeva. 6-mesečna zadeva. Na spletni strani www.potovanjeduse.si najdete vse zapise, vse informacije, datume, opis tečaja in pa tudi seveda ostale stvari, ki z mojo ženo Kristi Žmahar počnemo. Ja, seveda. Samo še tole čisto na kratko, v letu 2017 pripravljaš tudi kaj novega, svežega, prijetnega, en teaser, tak mečken teaser. Leta 2017 v decembru izide nova knjiga za fante, Heroji karizmatične prihodnosti. Se pravi moške. Za moške, kako prevzeti odgovornost, kako
zgraditi tisto življenje, da si ta prav dec. Ampak najprej si pa ženske obdelal. Najprej smo pa obdelali žensko v knjigi Misionarka karizmatične prihodnosti, ampak zdaj pa je šla nova knjiga Zrcalo nevidnih svetov, ki obdela in fante in ženske, ker govori Skupaj. o odnosih. Ja, in sem jih napisal skupaj s Kristi, z mojo ženo, in je knjiga izjemna, tako da vsi, ki vas zanima tudi ta knjiga, na www.potovanjedusi.si najdete vse. Bomba je, super. Hvala lepa, Mihael, za vse te informacije. Tako vi se pa kar malce zamislite, ste srečni, kaj je tisto, kar bi želeli malce popraviti, nadgraditi v vašem življenju. In se veste, tam, kjer je volja, je tudi pot. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.